Napeljal sem 3 dvižnice, tudi da so razbremenili zdaj te zajle, tudi načeloma držijo zdaj vrvi, še malo bom našponil, pa bomo pa naprej jutri, ko bo dan. Danes so slišala en ful pok, globok, pa nisem vedela kaj je, sem se preveril, nisem najdel. Zdaj, ko sem po salonu spal, sem pa razmišljal, pa slišal še neko pokanje. Sem šel pa preveriti, sem pa razdrl salon, tle drag salon. Tle prešraufano, to je vijak zelo debel, v bistvu to je to. In je od spodaj počel, tako da dejansko je držalo samo to, kar je tle na plastiko, zgoraj je malo prozdigalno, ampak ni krize. Tako da sem zdaj zavaroval s 3 vrvmi. Zdaj ideja je ta, ker imam varilni aparat s sabo, pa diode za inox, da zavarim tole, se pravi, tle bom pobrusil v starob proti noter, da bom lahko čim več materijala nanesel, se pravi, povarim, pa dam nazaj, zmontiram jadrava naprej, pa recimo še kakšno dvižnico bom imel pa skozi za vsak slučaj, prešponano. Zdaj smo se pa dogovorila z Kanadčanimi, da se dobimo, da mi bo jutri eden od njih pomagal tole zavariti. Zdaj počasi plujejo naprej. Zdaj smo se preko Iridiuma slišali, ona dva sta tele točki, medva sva tukaj, se pravi, to je 50 mil nekje. Zdaj bomo pa jutri celo noč, pa jutri popoldne nekje naj bi se v tele točki srečali, ker ona dva imata pač ta kurs, 280 stopinj, se pravi malo višji gor od zahoda, medva greva malenkost bolj v veter, na pol Genova zdaj, tako da se tukaj nekje dobimo, in tako bomo bližje, se bomo po Ajsu videli. Tako da tudi to medva malo do te točke, evo ti 58 mil, ona dva, če takole na hitro sem zmerim. Imata pa 96 mil, se pravi, on dva plujeta z 5 do 6 vozli in medva se zdaj upočasnila na kakor je 3,5 vozle nekje, tako da bomo nekje istočasno tja prišli, poprobali to zrihtati. Če se ne bo dalo zavariti, lahko pa še zmeraj jadrava zdaj naprej, tako ko imamo zavarovano s temi štriki, še malo bolj našponan, pa pač jadrava bo, pa sem na Genova jadrala, da malo manj obremenjen jamber. Do prvega otoka Hiova, pa upam, da imajo tam kaj zavariti, ali pa saj kje blizu, ali pa Nuka Hiva, ali pa ne vem, na enem otoku bodo že mogli imeti. Tako da, to je to zaenkrat. Je pa ura zdaj pol enih zjutraj, mislim. 15 do polnoči. Plan je zdaj tak. Kanadčana prehajata, da vidimo, kaj bomo skupaj, če bomo kakšno pomoč porabila. Več pa s tole dvižnico se bom zdaj dvignil do prvega križa, tam, ko je ena luknja čez, bom napeljal pač tole moder štrik, se pravi, da bo držal ta del jambora. Te 2 dvižnice bodo ostale, to je to. Potem bom pa vse skupaj malenkost razbremenil, zdaj tle se že vidi, da je malo prozdigalno ta les, se pravi vleče to plastiko ven, se pravi moram samo pač čist malo bom losil, ne bom čist, zato da razbremenim, pa raje prenesem na te vrvi, tako da bi lahko jadrala potem naprej na Genovo. Zdaj malo jadro, evo, to je vse, kar je odprto, pa se peleva 3 vozle, pa pol glih danes piha fajn. Imamo pa še 1800 mil do cilja. Sreča tokrat ni na najni strani, spet ne. Ker tokrat ne zaupam niti vrvem, bom tisto staro dvižnico za spinaker zamenil s tole, ta je nova. Sem že imel, sem jo zamenil, ker so šli z Martinika domov.
Zdaj bom dal pa ponovno nazaj, da bomo imela vsaj novo vrv, ker je bolj sigurno kot tisto vprašanje, koliko let je stara, kakšno je. Kanadčana sta tam zadaj, se nama približujeta, bo počakala, da prideta zraven, se povežeta preko Starlinka na WhatsApp, da se lahko video klič naredimo, da se dogovorimo, kaj bomo naredili. Če bo potrebno, bo ta z gumenjakom prišla do jadrnice, eden od njih, kar bom prosil, to pa zato, da mi pomagata iti tale na Jambor. V bistvu, da Nataliji pomagata mene dvigniti, glede na to, da se fajn guncamo. Je fajn, da sta dva. Tukaj imam sicer varilni aparat, imam tudi rezilko, tako da bi lahko pobrusil vse, vendar nimamo dovolj energije, elektrike za talele varilni aparat, tako da zaenkrat mislim, da ne bo nič tole prav prišlo. Kanadčana sta se približala že, še malo pa bosta vzporedno z nama. Evo, tim je stran, Kanadčana sta prispela, zdaj bomo pa videli, kaj lahko rešimo. Zdaj daje ta vodo gumenjak, da bo z gumenjakom prišel do naju, ker so valovi res preveliki, nikakor ne moremo zraven. Da nekdo skače v vodo pa plava sem, tudi nima smisla. Tako da zdaj to je še najlažji način, da pride z gumenjakom. Kaj pa delaš? Spremenil bom zajle. Tako, medva jadrava naprej, Kanadčana za nama. Zaenkrat gremo skupaj. Upam, da bo ta pač bo dovolj hitra, da bomo šli lahko skupaj. Vkolikor se še kaj zgodi ali pa kaj, da nama lahko pomagata, pa da se vsaj res blizu. Zdaj pa tako, malo zgleda vse skupaj tako strašljivo, tole vse sorte, ampak drugega se tole ni dalo narediti. Se pravi, tukaj sem napeljal prvega križa moder štrik, preko štrica nazaj, da sem ga lahko obremenil z vinčem, da ni vse na en rob preveč vezano, smo to malo razbremenili, te dvižence po celem robu. Ta črn štrik, oziroma črn, ta privezni štrik je pa močnejši, smo pa takole ga napeljali skozi prvo bitvo pod trup, tukaj gor pride,
se pravi pa nazaj na to bitvo, tako da v bistvu gre pod trup, tako da še trup drži vse skupaj, da ni preveč ta stran obremenjena, ker se kar zvije, ker nama je zdaj tudi na jadrnici še steklo počlo. Evo, to je zato, ker se vse premika preveč, ko se jadrnica zvija. Jaz slišim pokanje, vi verjetno ne. Upam, da bo tako ostalo počeno, pa bo mogel nekje tolele zamenjati čipo ali pa zaliti, zasilikonizirati, da ne bo puščalo. Zaenkrat bom tako post, da vidim, kako se obnaša. Tukaj sem malenkost, se pravi za dobre pol centi, se pravi zgoraj za te 3-4 navoje, spodaj za 3, se pravi razbremenil malenkost telele zajle, ampak še vedno niso čisto losane. Bom videl, kako se bo obnašalo noter. Noter je ena razpoka, ki se odpira, zapira, odvisno zdaj, kako se jadrnica. Zato bom zdaj opazoval, kako bo ta tudi rob. Se pravi, razbremenili smo rob na več točkovnih mest, ker če bi dal vse na eno točko, bi znalo to ven potegniti. Noben ne ve, koliko je pač tole močno. Čeprav tole že 2 glavce manjkajo, ne. Saj ne vem, če od zdaj, sem zdaj viden, tukaj je in drugje so povsod. Tu moramo opazovati, če bo še kakšna glavca odnesla. Res ne vem, ali je že odprej ali zdaj, šele zdaj sem opazil. Ampak zagotovo je tole veliko boljše sedaj, da smo razbremenili, se pravi, 1 točka, 2, 3, mogoče to lahko še premaknem za eno luknjo naprej, potem pa še par luke naprej, pa še ta rdeč trik. To je to. Jadrala bova samo na Genovo, nič na glavenga, ker nimamo niti dvižence za glavenga. Mislim, da bova malenkost počasnej brez glavnega, ampak bolj sigurno pa varno prideva na cilj, ko pa da zdaj nekaj tekmujeva. Danes je kar vetrovno, veliko piha, kot ste že videli, so valovi, evo Kanadčana za nama. Zdaj pa pač nadaljujemo. Zdaj bom še malo slab spal, ko sem do zdaj. Vedno obstajajo dvomi, skrbi, tako da upam, da bo vse v redu. Zdaj kupen stvari opazim, gledam, ki jih prej mogoče sploh nisem. Natalija tudi skrbi, ampak mislim, da nama bo uspelo. Držite pesti. Takole zgleda, ko se lotiš, ampak se bom že pospravil. Natalija kuha, glede na to, da je pri nama zdaj popoldne, nismo danes še nič jedla. Jaz se ukvarjam s tem, kar pač imam. Jaz sem pa saniral tako, da zgornji del, sem malo bom lučko prižgal, sem najdel eno tole matico, in sem tle en ta kos prišraufal, skozi katerega sem potem napeljal vrv. Spodaj sem pa tukaj odšraufal en bijak, ki gre skozi rebro, dal daljšega in takole napeljal en del, dal isto čez napeljal vrv, jo zvezal skupaj, zdaj pa sem pač to vrtil, se pravi na vzvod, da se naredi tenzija in zdaj tu fajn špona, tako da sem še malo jačal s tem. Ni ne vem kako lepo, ne zgleda, ampak ni pomembno, važno, da bo delalo. Jamber še vedno stoji, tako da jadramo, Kanadčana sta tam na stran 3 milje, tako da nadaljujemo naprej. Kanadčana pred naju čakata, to pa spustila po štriki nazaj, tako vrečo, vodoodporno, noter bo tuna, riba, nekaj pa bo dala potem nazaj noter v isto vrečo kruh, pa bo to nazaj potegnila in bomo tako izmenjali malo stvari. Sva pa danes pred kakšno uro dobila sporočilo, da se je pred nama 135 milj naprej potopila ena jadrnica, ki je zadela kita in so šli v rešilni splav. S sabo so imeli iridium gold, tako da so lahko javili to vse.
ampak zdaj jih je že rešila ena druga jadrnica, ki je bila bližji. Mi smo zdaj oddaljeni 135 mil do tam. Se pravi, treba biti pozoren, zdaj res še na te kite. Nikoli ne veš, kaj naj še čaka na tej poti. Se pravi, zdaj smo tukaj v vidnem polju, vidim dve jadrnici, kar je zelo super. Čeprav smo sred Pacifika, res sredi. Še 1400 mil nas loči do Hiva-Oe. I'm going to rescue them, but this morning we haven't yet news. Over. I receive we have the internet connection, Starlink. So one of these boats send us message for Mayday if we can help because da so prišla že v Bonaco, ker so visoki valovi, naj res tako zibalo vse. Da smo se pa odločila in sva dala eno dvižnico stran, ni šlo drugače. In sva dala špinaker gor, sicer se še guncava malo, ampak ga ne zapira, podpira, tako da smo kar dobro naštevali, tako da grejo skoraj 5 vozlov. Imamo vse štreke, kar je možno, vse dvižnice uporabljene, vse prepleteno, ampak zaenkrat jadrava. Če se bo veter ukrepil, bomo zaprla, pa bomo Genovo nazaj odprla, ampak kakor po napovedi kaže, se to ne bo zgodilo še kmalu. Še malo, še par trenutkov sonce bo zašlo, ne da bomo pa kar špinakerjem nadaljevala, ker so tako najhitrejša, najmanj se guncava, najmanj vse skupaj trpi. Ždjenovo, ko jo levo, desno skozi premečle, se cel jambar trese, tako da pa čisto smerno. Za dobro jutro, so takoj dvigali na špinaker, včeraj smo ga po noč mogli spustiti, ker je bilo preveč vetra. Smo šli že čez 8 vozlov. S tem jambarom pač nisem hotel preveč. Tudi po temi take hitrosti dosegati špinakerjem ni glih, se mi zdi najbolj pametno, zato sva ga dol vzela. Kanadčana so zdaj malo pred nama, na 3 milje. Sta ga malo prej dvigali na Komedva. Sem malo zaspal zjutraj, tako da. Zdaj pa sva dvigalna in jadrava naprej. Greva skoraj 6 vozlov, tako da super, samo najbolj takole cel dan. Tamle sta Kanadčana, blizu, pol milje stran, še ne. Mislim, da gremo zdaj nekoliko bolj skup, da bo ta prišla v bližino, da se bo ta povezala na internet, na Wi-Fi, da lahko še ona dva kaj pogledata, kaj mogoče domov pokličeva, tako da malo deliva še internet z njima, ker deluje, tako da super. Danes je spet pizdan, ker se bo pekel kruh. Glede na to, da sva zanč imela tle črve tudi noter, v bistvu verjetno je tukaj, se vidi, kaj visi. V bistvu presejeva vso moko, tako da nisva stran vrnila. Se pravi, zdaj bo pa Natalija spekla kruh, pa malo spet za 1-2 dni. Evo, skoraj smo že skupaj, malo bo ta lovila moj Wi-Fi, mogoče ga že. Potem pa se bomo spet malo ločili, da ni toliko, da je malo več prostora med nami. Še toliko, da se malo približam, potem pa za kakšno stopinjo bolj desno, da veter lepo pride bolj v špinaker, da bomo spet lepo pluli naprej. Jaz sem nekaj časa držal, da sem nogavico na pol dol potegnil, da so bila malo počasnejša. Zdaj se pa že počasi oddaljujeva. Pozna se, da smo manjša jadrnica, pa imava na manj vetra lepša, večja hitrost. Drugače pa lepo plujemo. Zdaj imate še vedno lovite internet. Moje kakšne 100 metrov daleč, ker gre. Tako, veter se je malo ukrepil, tako da smo spet zaštartali, ne da so odprla nazaj špinaker do konca. Tako da že lepo spet 6 vozlov in več plujemo. Zdaj imamo še slabih 1200, tako da super. Tudi ta nada gre lepo, sta pridobila na hitrosti. No, nekaj se bo peklo. Kaj imaš to? Ja, malo salamce, kečapa, malo sirčka zmešano. Se pravi kupica. Podobno. Tukaj imamo pa malo kruhka. Odlično, lačno ne bova, super. Pa tale kruh, pa še tole, kar je zraven, tle noter je ti zazvita
šunka, ne, pa Kupica. to je to. Zdaj pa mislim, da bo že počas čas, da medva takšno rukolo jeva, recimo tole, ne? Ali kaj je to, ali motovilc, ne vem, rukola. Ko ne gre, ne gre enostavno. Evo, tle noter je črpalka vodna, imava vode, sem vse razdrl. Se pravi, zdaj se še s tem ukvarjam, sploh ne vem, kje bi se še lotil. Broč je počel na špinakarju, vodo morava delati, v glavno. Ne vem, tale Pacifik nama ni usojen. Ne vem točno, kje je problem, mislim, vem, kje je problem. Zrak je v ceveh noter in ne potegne črpalka, samo ne vem, zakaj se to zgodi. Tako da zdajle moram prezračiti te cevi, da bo vodo potegnilo, pa bo spet imela vodo. Jadrnica, trop je bil čist pucan, čist. Evo, kakšna je. Tako da smo že 2 leti v vodi. Tako da se je zaraslo samo med plovbo. Pred 10 dnevi, 2 tedni nazaj, ko se je jadrnica potopila, zato ker so zadeli kita, so imeli pri sebi tudi ta Iridium Go. Težava je bila, ker so imeli skoraj čisto prazno baterijo, zato jaz pravim, da pač mava skozi, če se le da, polno. Nikoli ne veš. Za take primere sva pa tudi razmišljala, če nam kdaj prav pride ali pa če greva na kakšen pohod. Lahko malo, to so 4 sončne celice, ki raztegneš in pač zdaj tukaj polniš. Jaz sem dal zdaj tle od spodaj, tudi v senci, še en powerbank, tle noter imam še enega tudi. Se pravi, tudi če bi imela praznega, bi lahko potem polnila in telefon in Iridium Go, s katerim bi potem komunicirala za pomoč. Pač to je načeloma ne potrebuješ, ampak ni pa slabo kakšno tako stvar imeti. Starlink še vedno deluje, se pravi, smo že skoraj praktično čez ocean, do teh prvih otokov še zmeraj deluje. Edina razlika je zdaj, da ne vlečemo več internet iz Peruja, ampak je že priklopilo in dobiva iz Nove Zelandije. Se pravi, ne vem, če glih bližje, ampak je pa verjetno močnejši signal, tako da dobiva zdaj iz Nove Zelandije. Vsake toliko preverim, kako je z jadrnico v podnu. Se pravi, tole je kalužna, skozi je isto, se pravi, je suho, tako da to je v redu. Potem preverim pa še 2. Se pa tukajle. Tole je iz kopalnice, ampak sem tuširala. Tukaj je pa še ena črpalka, to je pod odzadej, če recimo pušča voda na gredi, se pravi, ki je propeler gor. Toliko vode skozi noter, ko je zdaj,
tako da to je normalno, ker ta črpalka ne more več svojih ven dati. In pa nisem že vklopil kar na par tednov, tako da se nič ne nabira. Potem pa še tole sem zdaj malo preveril okoli motorja. Mogoče da razširim, če mi bo uspelo, tako da se malo bolj vidi. V glavno to je zdaj ta propeler, ki se vrti, se pravi malo v prostem teku, zato da naj ne ustavlja. Ne vem, če je kakšna sploh kapljica, se pravi to se non-stop vrti 24 ur na dan. Se pravi to preverim na vsake toliko časa. Vse je v redu, kar se tiče riginga nimam kaj dosti gledati, je nespremenjeno stanje. Malo še dobrih 300 mil, tako da še 3 dni pa sva na cilju. No, kaj se je zgodilo? To je vreča za shranjevanje, se pravi za zapiranje, podpiranje jadra. Tukaj je nadviženca vpeto, se pravi drži zgornji del jadra, spodaj sta pa še 2 štrika, lev pa desen konc. Kaj se je zgodilo? Ta štrik je naprej povezan tukaj na jadru marinko, na to rinko pa je s tem štrikom takole skupaj dano na ta način, ko je ta. Se pravi, je samo vrv takole prepogina in povita s to vrvico, se pravi, in ko je prevelika sila, se je snelo in je vse skapalo v vodo. Ko pa prispeva na HVO, ga bomo dala po vrečo, ker je bilo zdaj to vse v morju, je vse slano, mokro, ga bomo dala namočiti tam v sladko vodo, pa ga bo prala, sprhnila pa bo ok. Dobro, da imamo sem še, zdaj se bo že kmalu da nič začelo, se pravi pa po moje še jutrišnjo noč, ali pa mogoče sem polnoči, bomo videla. Tako da, dobro, da smo na cilju. Tole imamo zdaj cel špinaker zunaj. Jaz sem tle en štrik zamenjal, naredil 2 pašnika na vsaki strani, to je zdaj ta črevo nazaj gor. Zdaj je pa problem, ker se nam je tu vse zmeštralo. Normalno, ker je vse skupaj vodo palo, ker sem ven vlekel. Zdaj moral pa to razmeštrati, sestaviti nazaj, pa špinaker gor. Še zadnja noč je pred nama, jutri dopoldne po moje, po enkrat pri otoku, da potem zapreva tale špinaker, ki smo ga to pot kar dosti uporabljala in nam je prav prišel. Malo smo imela tudi težav z njim, ampak v redu. Če črto potegnemo, brez njega bi težko. Prišel bi nama tudi prav džena, ker sem ga nimala, ampak v redu je. Veter je malo ponehal, ampak lepo plujeva. Malo se zibljava na teh dolgih valovih, ampak ni hudega. Tako da zadnji večer, zadnja noč je pred nama. Jutri pa bova tak čas zvečer lahko šla že normalno spat. No, malo kasneje, ampak ne bo treba več se sredi noči zbuditi. Vsaj upam, da ne. Si vesela? Ja, kopno vidva. Evo, še nekaj mil mava. 35 mil. Vidva že 2 otoka, tako da sonce je glih šlo, tako se pravi, da imamo zdaj za teh 35 mil še pol dneva nekje. Odprla sva špinaker nazaj, tako da prihajava. Tam je eden. HVO je pa tale, tukaj od spredi. Se v bistvu sta čisto skupaj, ne vem, mogoče 2 milje razlike. Tako da to uspelo nama je skoraj, no.